Danes v rubriki Na filmski krivulji nadaljujemo s predstavitvijo legendarnega v Italiji rojenega ameriškega filmskega režiserja, producenta in scenarista Franka Capre. Med leti pri studiu Columbia Pictures je spletel tesni vezi s scenaristom Robertom Riskinom in snemalcem Josephom Walkerjem. Po letu 1934, ko je posnel film It Happened One Night, ki je kot prvi film v zgodovini dobil Oskarje za film, režijo, scenarij in obe glavni vlogi, je za Columbijo režiral še enakomeren tok za njega značilnih inspirativno in humanistično obarvanih filmov. Njegovega naslednjega Oskarja za režijo je Frank odnesel domov že samo 2 leti kasneje s komedijo Gospod Dis gre v mesto. In ker so vse dobre stvari 3, mu je adaptacija igre You Can't Take It With You prinesla še njegovega 3. Oskarja v samo 5 letih. Capra je bil zaradi svoje priljubljenosti med drugo svetovno vojno postavljen za vodjo v United States Army Signal Corps. Med leti 1942 in 1948 je tako režiral in sorežiral 10 propagandnih dokumentarnih filmov, vključno 7 epizodami od ameriške vlade naročene serije Zakaj se borimo. V tem težkem obdobju pa je nastal tudi verjetno ne samo njegov najbolj topel film, ampak eden izmed najbolj toplih filmov nasploh, Čudovito življenje. Film je sicer pogorel na kinoblagajnah, a s časom vseeno postal kultna in nepozabna filmska klasika. Za film For State of the Union je zamenjal studio in prvič ter hkrati tudi zadnjič sodeloval z MGM Pictures. Njegov zadnji kinofilm Pocket Full of Miracles je bil remake njegovega lastnega filma Lady for a Day iz leta 1933. Frank Capra je zaradi srčnega infarkta v spanju umrl leta 1991 v La Quinta v Kaliforniji. Pokopan je bil na Coachella Valley, javnem pokopališču. Revija Entertainment Weekly ga je izbrala za 9. najboljšega režiserja vseh časov. Za enega največjih filmarjev pa med drugim velja tudi zato, ker je vse svoje filme ponavadi opremil tudi z določenim sporočilom o temeljni dobroti človeške narave in vrednosti nesebičnosti ter trdega dela. Naj zaključim z njegovo bržkone najbolj poznano mislijo. Film je bolezen. Ko okuži vaš krvni obtok, vas prevzame kot hormon številka 1, komandira encime, usmerja epifizo, igra na vašo psiho kot heroin. Zdravilo za film je samo še več filma.